še eno od prepričljivostnih trikov, ki jih jaz uporabljam v prezentacijah, čeprav tega ne zlorabljam. Ne. Namreč, kaj se dogaja? Tu so pač psihologi ali kdorkoli že ugotovil, da če se postavite tako bolj z glavo na desno stran, ne, da si izražate več simpatije, ne, tudi empatije do človeka, s katerim se pogovarjate. Ne. Pri neko glavo na levo stran pa pomeni, da ima tako z občutkom zavračanja, pa z negotovostjo in tako naprej, mogoče za den blokado, ne, poslušate sogovornika. Ne. Spomnite se Davida Carusa, tistega igralca, ki igra v Miami, ne, seriji Na kraju zločina. Kaj naredi časih, ko se hoče zelo prikupiti, ali pa ko hoče zelo, to so bolj producenti nalašč naredili, to mi lahko verjamete, ker so imel kontakte z Davidom Carusom prek Facebooka. Namreč, tako se postavi, ne, tako včasih čist desno glavo dane. S tem postane še bolj prikupen, ampak to je pa že pretiravanje, ne, tega v prezentaciji ne počnete. Ne. Glava gre ne desno bolj od desne noge, ne, nikoli, tudi na levi strani, ne, nikoli, se pravi, ampak to je to, ne, ko boste kaj posebej pripričati nekoga, poveste, povejte, mogoče sem v vaši situaciji približal, pa vam poskušal pomagati. Ne pa tako, ne, kot se spomnite Davida Carusa, res, tole pa ne vem, če bomo uspeli razrešiti tale zločin. Tega bo treba dati v zapor. Stopati razliko, ne, je ta možnost, ne, ta na levi strani je tisto, kar je bolj tisto, kar odvračam, kar nas ne zanima. Desno je simpatija, empatija do vas in vam pomaga in tukaj je moja roka, da vam pomagam. Razumeli? Ampak ne zlorabljajte tega, ne. Nekje enkrat, dvakrat na prezentacijo, majčkaj malo glavo na desno poveste, ne. Sploh, ko se pogovarjate s sogovorniki, je to zelo dobro in pokažete, da ste človek, da znate poslušati, da znate razumeti in da želite pomagati. Prav? Ok, vse je tukaj, hvala za ogled in dobre prezentacije vam želim.